Govoriva in ko več ni zanimivo, govoriva o nečem drugem. Se strinjam. Jaz verjamem, da bo zanimiv. Jaz bi se vam zahvalil, no, ker ste si vzeli čas in odzvali na moje povabilo. Ja, z veseljem. Najprej sem malo kolebo ali ja, ne. Potem, ko človek ugotovi, da je to tematika mojega življenja, torej o čem me sprašujete in kar vas zanima, je tudi del mojega ustvarjalnega načina življenja, mojega poklicnega načina življenja, tako da sem se odločil, da sem danes tukaj z vami in sem vesel, da so se spoznali. Ja, jaz tudi sem izredno cenim vaš čas. A bi lahko začela čistko, da malo prebijeva let, da malo poveste o svojem ozadju, pa če se lahko dotaknete malo tematik, ki so vas v življenju povlekle, pa ste se spustili malo v globine raziskovanja. In zakaj mogoče celo? Ja, že od nekdaj sem verjetno v sebi nosil ta del ene ustvarjalne žilice, že kot otrok. Kasneje tudi v procesu šolanja sem ves čas približno, vsaj kar nekateri niso vedel, kaj bi želel početi. Torej, to, da bom nekoč avtor, ne vem, preko 30 knjig v življenju nisem imel tega cilja, ne? Ampak s časom sem ugotovil, da ker beseda teče in ideje se porajajo in življenje je bilo pestro, zanimivo, polno dogodivščin, je seveda pripeljalo do tega, da sem danes tu, kjer sem in s tem, kar sem zadovoljen, ne? Torej, ves čas sem iskal neke višje cilje, torej, da se ne bi ponavljal, da bi iskal neko novo pot, zato sem tudi v življenju ob učiteljskem poklicu sokreiral še druge, dejavnosti, ker se mi je zdel, v eni knjigi so s kolegom avtorja oba zapisala, da kaj narediti 24 urami v toku dneva in so ugotovila, da bi ta dan morali malo preoblikovati v neki drug sistem. Ne? Torej 24 ur je zelo veliko, potem pa ugotavljamo od dela do dela, od posameznika do posameznika, da jih je včasih premalo, ne? Včasih ne vemo, kam bi z njimi, ne? Ko si pred časom upokojitve ugotavljaš, da ga bo ostalo zelo veliko tega časa, na koncu pa ugotoviš, da vsi kot pravijo že v starih pregovorih, da ko se človek upokoji, nikoli nima časa, ne zase, ne za druge, tako da se sprašujem, kako bo komu sam na tem, ne? Zdaj v kratkem boste, ne? Kaj bom s tem naredil, ne? Ali bom tudi sam podoben tip človeka, ali bom pa to znal v kreativnem življenju nadaljevati, kot sem to počel doslej, ne? Nekaj ste rekli o zadovoljstvu, da ste zdaj zadovoljen. A bi lahko malo se spustila v to zadovoljstvo? Kako ste vi, a ste bili kdaj nezadovoljen? Pa kako ste pri sebi samo analizo naredili? Zakaj ste bili nezadovoljen, pa zakaj ste zdaj zadovoljen s svojim življenjem? Saj sem želel sam, pa sem vesel, da ste me vi poprašali, kar se zadovoljstva tiče, ne? Nezadovoljen človek je neustvarjalen človek, ne? Ta, ki vedno išče težave v nečem, zaradi česar ni uspel nekaj narediti, nekaj ustvariti, nekaj doseči, tisti zagotovo se vrti v začaranem krogu nezadovoljstva. Seveda, življenje ni zgolj samo zgodba o zadovoljstvu, ne? Pridejo tudi, bom rekel, bolj temni dnevi, temni trenutki, tudi kančki nezadovoljstva, ki pa jih je treba na nek način preoblikovati, tako da človek dobi občutek, da z jutrišnjim dnem se da narediti tudi kaj novega, ampak jaz tudi do jutri nisem čakal, ne? Jaz sem tak, da čakam do prvega trenutka po tistem, kar se je zgodilo, nekaj neprimernega, neko nezadovoljstvo in že iščem novo plat zadovoljstva. Torej se ne dam pustiti nek čas, da vmes na veliko razmišljam, zakaj je bilo nezadovoljstvo, ne? Bolj me zanima, kako živeti in delati naprej z zadovoljstvom, ne? In zato bom rekel, da imam manj teh nezadovoljnih trenutkov v življenju, ki so bili, tisti so dejansko za mano, ne? Torej se tudi zelo redko vračam v nezadovoljne trenutke v življenju, ampak jih poskušam na nek način definirati skozi točko
pač je v življenju tako, kot je in drugače ni moglo biti. Ne? Torej, ne verjamem v usodo, ne verjamem v neke čudeže in tako dalje, ampak nekaj se verjetno z nekim namenom zgodi. Torej, tudi moja življenjska pot se je z nekim namenom postavila, zgodila, začrtala, se pelje in vedno sem vesel, da ni cilja. Torej, če je cilj blizu, potem enostavno si nezadovoljen. Torej, cilj je, ampak ga ni tukaj pred mano, temveč bo treba do njega še priti. Torej, moraš biti poln vsega, da lahko ta cilj dosežeš, ki si ga zadaš, ali pa cilj, končni življenjski cilj, torej, ko te nekdo vpraša, tako kot malo privi mene, ali si zadovoljen, ali nisi zadovoljen, in jaz tega ne merim skozi materialne dobrine, ne merim skozi znanstvene dosežke, čeprav se rad, bom rekel, postavim za tem, kar naredim, ampak ne merim pa zadovoljstva s tem. Ob vseh zaključenih študijih nikoli nisem pokazal pravega zadovoljstva. To pomeni, da imam občutek, da je to trenutno zadovoljstvo, ki ti daje energijo naprej, da boš ustvaril še nekaj. Torej, zdaj, če je poklic dosežen, če je izobrazba dosežena, če je življenje začrtano, potem je treba vsak dan nekaj novega poiskati, da ti daje to energijo tega osebnega zadovoljstva in konec koncev tudi družbeno koristnega zadovoljstva. Zato vedno se odzovem na povabila, da spregovorim ali na televiziji ali na radio o tem, kaj človeku pomeni življenje. Torej, življenje je dejansko, ko študente vprašam, kako dolgo je trajajoče obdobje življenja, se vsi spogledujejo in na koncu ne dajo, bom rekel, nekega konkretnega odgovora. Potem, ko pa pokažem, da to je dejansko neizmerljivo v odnosu do večnosti, to pomeni, da življenje je in ga ni, hkrati, potem se morda marsikdo izmed teh vpraša ali celo zaveda, da bo potrebno začeti takoj. Kajti, če včeraj nismo, smo že zamudili en delček svojega življenja. In potem smo merili to, ali se da v korakih meriti, ali v centimetrih, in bomo ugotovili, da ni merske enote, v katerem bi se merilo obdobje življenja v obdobju minljivosti. Torej, tudi če si dočakaš, 100 in več let, si dejansko živel v primerjavi z večnostjo popolnoma prazno življenje, če nisi bil ustvarjan, kreativen, bom rekel, napreden, tudi družbeno koristen, to, kar bom še verjetno kar nekajkrat poudaril. Ja, a greva lahko zdaj malo greva na to področje družbeno koristnosti, pa etike, pa morale. Vi ste o tem tudi pisal, razmišljal. Zakaj, pa rekli ste, ne verjamete v neke energije, glede Boga vas ne bom spraševal, ampak zakaj bi človek v svetu, kjer recimo, da Bog ne obstaja, tista znana Ničeva, ti znani izrek, zakaj bi človek bil moralen pa etičen? Zakaj ne bi za sebe grabil? Zdaj, če me vprašate, ali to ljudje počnemo, da za sebe grabimo, potem bomo morali tudi tukaj dati odgovor pritrdilno. Ja, ne bom rekel, da ni vedno to tudi vprašljivo, kar se tiče etike in morale, ampak bom rekel neke vrste grabežljivost, kar ne pomeni utojevanje na vse možne načine, ni nujno, da je vedno tudi neetično dejanje. Sem se vedno spraševal, ali moramo v gozdu, ko nabiramo gozdne sadeže, meriti, število nekih vrst gozdnih sadežev, ali moramo imeti tehnico zraven, ker se na koncu vprašamo, živimo na planetu, ki je naš, ta planet ni od nekoga, to ni zemlja od nekega kmeta, to je samo lastništvo njemu dano, in to pomeni, da če jaz prijem gost, in si zaželel na mesto 5 jurčkov, 10, ker so mi jurčki všeč, ne da tega, ker jih tako strastno obožujem kot sadež, se na koncu vprašam, ali je to etično do nas, uporabnikov teh vseh dobrin, da enostavno moramo biti vedno in vselej in povsod pozorni, kaj počnemo, kako počnemo, nas nekdo nadzira, ali lahko, ali bom kaznovan, ker danes se najbolj bojimo nekih sankcij, In na koncu ugotovim, da to omejuje, vsaj mene, se zdi, omejuje mojo svobodo. Ne samo svobodo gibanja po gozdu, ker da je nekdo že to omejuje. Torej, v moj gozd lahko prideš
In potem ti seveda gor napiše napis pred vstopom v tisti del gozda, ne puščaj za sabo smeti, imej zraven košaro za namiranje gozdnih sadežev in tako naprej. Jaz menim, da tisti, ki tega ne razumejo in ne upoštevajo, tako in tako ne gredo v gozd. Tisti to dejansko, čist pa se mimo vsega, ti ljudje z vrečko in ne vem s čim ne hodijo v gozd. Torej grejo čisto, bom rekel, brez pravega užitka, uživanja v okolje, v katerem želi veliko ljudi bivati v nekem delu dneva, dopusta ali svojega življenja. Zato se mi zdi ta zgodba o svobodnem gibanju, bom rekel, mal omejena, torej nas mal omejuje. Torej, jaz se spomnim tam Jurčičeve kozlovske sodbe, ki je, ko je sodišče obsodilo Kozla Lisca, na kazen zaradi gledanja sosedovega zelja. Ko smo otrokom to zgodbo in prebiral, pripovedoval, smo se pogovarjali o teh odnosih med ljudmi, smo ugotovili, kaj je etično tudi že tako pri zelo majhnih otrocih. Torej, da enostavno smo sankcionirani že tudi za to danes, če samo pogledamo. Torej, mal nerodna situacija vračanja nazaj v 19. stoletje Jurčičevo, ko je dejansko opozarjal na isto zgodbo. Torej, ko da smo se premaknili za stoletje, dejansko pa, ko sem prej govoril o minljivosti življenja, smo se premaknili praktično za nič. Torej, če še vedno danes govorimo o kozlovski sodbi, torej še vedno se norčujemo iz lastnih napak, krati pa te napake ves čas istočasno kar ponavljamo in ponavljamo. Nekaj ste rekli, kar mi je bilo zelo zanimivo, da se vam omejuje svoboda z nekimi okviri, v katerih moramo v družbi živeti kot posamezniki, ampak če se vam svoboda ne bi omejevala, bi jo mogoče vi omejevali nekomu drugmu, ker bi posegali na njegovo svobodo. In jaz mislim, da seveda tukaj je debata lahko neskončna, dokam pravila pa te meje zastaviti v družbi, ampak cilj bi po moje bil, da se minimizira konflikte med osebami in individualnimi svobodami. Vsak ima svojo predstavo v življenju, kaj bi on rad počel, koliko jurčkov bi rad nagrabil, za sebe, ampak s tem vplivamo drug na drugega. In če tako čist generalno pogledava, svet je vedno bolj moralen, bi jaz argumentiral. Saj objektivno, glede, ne vem, nasilnih smrti, glede kriminala, glede vojn, glede skrbi za ljudi, ki so v slabšem položaju kot mi. To gre vse se, saj zadnjih 200 let drastično izboljšuje. Moram reči, da se popolnoma strinjam z vašim razmišljanjem, da morala dobiva na svojem pomenu. Vidno več, kljub sodobni tehnologiji, kljub družabnim omrežjem, kljub, bom rekel, vsakodnevnim okupiranim idejam, kako naj kdo živi in na kakšen način, kje, zakaj je boljše in tako dalje. Mislim, da ljudje postajamo, da bom rekel, da smo že čisto izpiljena moralna bitja, ampak da postajamo pa zelo dobri ljudje. To me veseli, recimo, ne samo v našem okolju, tudi nasplošno v drugih okoljih. Ugotavljam, da ljudje postajamo vedno bolj strpni, vedno bolj razumemo stisko drugega, vedno bolj se spoštujemo. Tudi če se ne poznamo, recimo stik z očmi na ulici s sočlovekom lahko velikokrat pove, da dejansko ni nekdo šel mimo tebe ali gledal skozi te, kar je za človeka na nasprotni strani, tako mene, recimo zdaj, ko o tem razmišljam, to zelo pomembno. Da obstaja. Da obstaja, nekdo te vidi in ti vidiš nekoga. Torej, da ni nujno, da samo pogledaš njegovega hišnega ljubljenca, ki ga ima zraven, ampak pogledaš tudi človeka, z znanim človekom tudi spregovoriš. To pomeni, da si postajamo človek človeku, skupnost, sobivanje, da smo v bistvu začeli dojemati, da smo vsi in vsak izmed nas pomemben člen te družbe. Ne glede na to, kdo si in kaj si, ne glede na to, kaj prispevaš k družbi. Zato
me tudi, bom rekel, razumevanje in upoštevanje ljudi, ki nimajo, na rekovajih, torej, ne vem, brezdomcev, ljudi na tisti pod pragom, da ne bom rekel na pragu, pod pragom revščine, ne? Mladi ali stari, ne? Dejansko me vedno me presunejo. Ne? Jaz poskušam tudi skozi svoja, bom rekel, leposlovna dela, torej v odnosu do razumevanja mladih in odraslih na nek način podajati to razmišljanje, kako je pomembno, da se vidimo, da se razumemo, ne? Da ne bom rekel, da se imamo radi, ne? Zelo rad poudarjam Minatija pa njegovih, nekoga je moraš imeti rad in tako dalje, ampak da ne samo se začutimo, ne? Torej, da se ne začutiš samo z ljudmi, ki so ti blizu, z najbližjimi, ampak da se začutiš tudi s tistimi, kot sem prej rekel, mimoidočimi, sprehajajočimi ali obiskovalci ali nakupovalci ali kjerkoli, kjer se znajdeš, ne? Da to postaja en skupek. Ne? Mogoče nas je obdobje minulih 2 let pripeljalo do tega, da smo se malo ustrašili drug drugega, ne? Da smo malo postali previdni, pa ne zaradi tega, ker bi se ne marali med sabo, ampak zaradi tega, ker smo se bali zase, ne? Hkrati tudi za drugega. Ne? Menim, da smo vseeno v obdobju sodobnega časa naredili v družbi zelo velik korak naprej. Kaj pa to obdobje korone? Kako ste vi, kaj prej ste rekli, vedno bolj se spoštujemo in sigurno je nekomu, ki to posluša, precej zastriglo ušesa in se ne bi strinjala, ne? Ker vidimo sploh na družbenih omrežjih to polarizacijo skupin, a ne, zdaj anticepilci, cepilci, različne ideje v glavah ljudi, ki so si nasprotujoče, in dokler to ostane pri idejah, jaz tukaj ne vidim nobenega problema, ne, sej govor načeloma lahko nekoga prizadene, ampak tukaj ostanemo, ne. Zdaj pa, ko imamo neka pravila v družbi ali pa želimo družbo zaščititi, imamo zdravstveno krizo, ne, in imamo potem idejo, da mogoče zdravstvena kriza sploh ne obstaja, ne? Da je vse v bistvu neka manipulacija nekih elit. Kako zdaj živeti s takim človekom, če si na drugi strani seveda, v sožitju v družbi, ne? Ker ima ta totalno nasprotni ali pa totalno drugačen pogled na svet. Tukaj je velik izziv, ne? In čustva še omešamo zraven. Jaz mislim, da je to ravno, bom rekel, potrditev tega najnih prejšnjih ugotovitev sobivanja in sožitja. Ne? Naj si bo to na področju razumevanja zdravstvene situacije v času koronakrize, naj si bo to razumevanje politične situacije, naj si bo to razumevanje, bom rekel, migrantske situacije, verskega prepričanja, česarkoli. Podnebne spremembe, recimo. Ja, tudi zelo pomembno. Karkoli, če omenimo, jaz menim, da je prav v redu, da imamo 2 bregova. Ne? Ne vem, ne znam si predstavljati, da bi imeli tam enega. Ne? Ko bi imeli samo tiste, ki bi ustrajali na tem, da je edino pravilno, da se ljudje cepijo, ne? Ali da je pravilno, da, ne vem, ljudje zagovarjajo 8-urni delovnik. Ne? Mislim, vse to, kar bi moralo biti kot eno samo edino in pravilno, me moti. Ne? Je nevarno. Mene ne motijo anticepilci. Ne? Mene boče moti odnos do vsega stanja, ki smo ga ustvarili v teh 2 letih, ne? Da smo napačno interpretirali bolezen. Ne? Potem, če smo napačno interpretirali korono, COVID, ne? Napačno interpretiramo tudi vsa ostala rakova obolenja. Ne? Tudi tam smo lahko do ljudi, ki so oboleli, bom rekel, nestrpni, ne? Torej prestrašeni, ne vemo, nekdo ima neko rakovo obolenje, pri katerem se kaže to tudi navzven in potem so vsi prestrašeni, kaj bo. Jaz se spomnim začetka 80-ih let in prvih primerov AIDS-a, recimo, ne? Panika. Ne? V tistem času nišče ni govoril o drugem, kot samo o tem. Ne? Kako se izogibaj drugega, da ti ne bo povzročil slabo. Pa vemo, da AIDS ni prinesel niti ni cela nič promila v odnosu do koronakrize. Pa smo stigmo ustvarjali, pa smo rekli, tale, ki pa je nasprotno spolno usmerjen, ta pa je nevaren, recimo, kar se še danes pojavlja, žal. Ne? Ampak jaz menim, da razumevanje situacije mora biti plastično tudi predstavljeno. Predstavljeno na način, da človek razume, ne?
Še danes imamo ljudi, ko je korona na drugem mestu, ko ni več na prvem mestu, ki se bojijo cepljenja, ki se bojijo obolenja, ki ne verjamejo, ki družabna omrežja še vedno polnijo s tem, ne, in hkrati ugotavljajo, da s tem sebi niso naredili nobene koristi, zagotovo pa to, kar več zdaj ugotavljava drugemu, pa, ko je prebral neko sporočilo na družabnem omrežju hote ali ne hote, postavljajo neki dvom, neko skepso, ali je zdaj to res, ne vem, koliko je zdaj govori v to smer kot ta, zdaj pa ne vem, kaj naj naredim. Torej, to je tisto zaupanje vase, če ti razmišljaš s svojo glavo, če ti verjameš stroki, da bi pa lahko šla po vrsti, komu verjeti in komu ne. Če boš verjel stroki, če boš verjel znanosti, če boš verjel vsemu temu, kar se do zdaj dogajalo, potem boš imel manj težav. Ne bom rekel, da se tudi sam nisem kdaj vmes v tem času vprašal, se ne vem, ali je čist tako, kot jaz mislim, ali je pa zgodba malo za lase privlečena. Ampak se potem to hitro razblini, ko slišim enega strokovnjaka pa drugega, nekatere tudi osebno poznam in na koncu ugotavlja Madonca, poznamo se, verjetno ne bodo množicam lagali, da je to nevarno, ker nišče doslej tega ni govoril, da ni nevarno. Bolje ne bilo nevarno to, da so bile odločitve nevarne, ne vem, nošenje mask, razkuževanje rok. Za ene je to bil tako in tako, bom rekel, dogodek tega tisočletja, razkoževati, umivati roke, ker nažalost moram priznati, da poznam ogromno ljudi, ki tega niso počeli nikoli. Dvomi, da danes počnejo. Torej, da ljudje niso vzeli zase, bom rekel, te resnice, da je osebna higiena najpomembnejša pri lastnem zdravju posameznika. Potem pa vse ostalo, kar sodi k temu zraven. Zato ta korona je naredila en razkorak, bom rekel, ki se zdaj le popravlja, ko gremo nazaj, ko se poskušamo konsolidirati, ko poskušamo malo najti, bom rekel, te stike v nekih normalnih okvirih. Jaz se sam bojim, da ne bomo preveč lahkotno začeli razmišljati, tako kot o vsaki stvari razmišljamo. Da nas potem začne obremenjati s tem, ali bo jutri gorivo dražje od tega, kar je bilo včeraj, in bom namesto rekreacije porabil uro pa pol pred bencinsko črpalko, da bom prihranil 10 evrov, za katere gotovim, da jih bom jutri zopet moral in naslednji zopet. In to so tiste, bom rekel, osebne stiske ljudi, ker enostavno slepo verjamejo vsemu, kar nekdo v tem trenutku reče, napiše, pove in grejo kar v akcijo, da bodo to tudi izpeljali. Hudo je bilo tudi nekoč. Tudi ko sem jaz bil otrok, ni bilo vse na mize. Ampak smo pa živeli lagodno. Jaz sem rekel, zakaj? Zato, ker nismo vedeli, da je od tega lagodja mogoče imeti še kaj več. In potem, ko smo ugotovili, da lahko imamo še več, se je to lagodje razširilo po celi mizi. Najprej sem imel samo malo, potem je bila pa miza naenkrat polna do danes, ko dejansko že kar na kakšni strani dol pade. Torej imamo vsega preveč. In ko nekdo govori, da živimo v pomanjkanju, potrebno najti neko korelacijo med tem, kaj je zdaj pomanjkanje je in kaj ni. Če je zame pomanjkanje pri mojem, bom rekel, načinu življenja in pri mojih osebnih dohodkih prisotno, potem sem ponosen na vse tiste, ki živijo v pomanjkanju. Kajti oni na osnovi pomanjkanja, katerega imajo, živijo lagodno za njihove razmere in za njihov način razmišljanja. Ko nekdo reče, kako pa nekdo mesec prebije s 500 evri. Rekel, vrhunsko. Zato, ker si je naredil omejitve in mu na koncu od 500 evrov ostane 50. Mora se vprašati on, ki jih ima 5000 mesečno, če mu jih je uspelo ostati, ne vem, 1500. Torej, regulatorje so si postavili ljudje, ne samo v ogrevanju, ne samo v načinu kupovanja prehrane, ampak v načinu dojemanja vsega, kar je okrog njih. Zato sem prej na začetku začel govoriti o gozdnih sadežih. Torej, koga so najbolj omejili pri gozdnih sadežih? Tisti, ki to tudi resnici uporabljajo za svoj način preživetja. Zdaj bo že regrat postal verjetno zelo delikatna zadeva. Pa še kaj? Torej, nabiranje zelišč,
kar se bi dalo tržiti, bodo rekli, tale pa na mojem zemljišču nabira zelišča, zato da jih bo na tržnici preprodajal. Mislim, to so te, bom rekel, nebuloze, s katerimi se soočamo v tem, bom rekel, okviru vseh teh stanj, v katerih smo. Ne. Ja, jaz bi se strinjal s tem pomankanje, ne? Da je v bistvu objektivno pomankanje samo res na spodnjem nivoju Maslove hierarhije. Ne? Vse nad tem je subjektivno pomankanje. Ne? Se pravi, da bolj plastično razložim, ne? Če boš imel premalo hrane, bo telo umrlo. Ne? Se pravi, to je objektivno si bil v pomankanju. Ne? Vse nad tem, ne? Ali pa imaš varno zagotovljeno hrano, neke osnovne odnose, ne? Vse ostalo je, pričakovanja so mati vse nesreče. Ne? In jaz mislim, da svet drvi v obilje, materialno obilje, in tega obilja je preveč in se transformira psihološko v neobilje, v konstantno pomankanje. Ne? Se nikoli ni dovolj in nikoli ne bo dovolj, ne? Verjetno. Ne samo pomankanje, ampak hkrati strah in bojazen. Ne? Da bo tega... Kaj pa, če se pa meni tudi zgodi, ne? Ker takih primerov imamo ogromno v človeštvu, ne? Torej, da so uspeli in hkrati tudi se sesuli. Ne? Kaj če se v meni zgodi zdaj, ko imam, da nekoč ne bom imel in se bom mogel soočati s tem, kar se dan sooča, bom rekel, če greva samo v slovensko družbo, ne? 30% prebivalstva. Ne? Torej, da živijo na nekem robu, ampak ta rob jih še vedno drži navzgor. Ne? Ti ne dovolijo, da padejo pod to. Jaz mislim, da so to junaki tega sodobnega časa, ne? Ki se znajo zoperstaviti vsemu temu, kar se postavi prednje. Jaz vedno pravim, soočajo se z ovirami, katere oni enostavno ne zaobidejo, ne preskočijo, ampak se ustavijo, razmislijo, predelajo in živijo. Medtem ko druge tečejo okoli, si izmislijo neke variante boljšega, novega in tako dalje in nimajo teh težav soočanja z to oviro, pred katero so. Ne? In zato pravim, da sem vesel, da lahko spregovorim tudi množici ljudi, ki mogoče bodo prisluhnili besedam, ne? Da zmoremo. Ne? Torej, da to, kar oni počnejo, bi naj bil naš zgled. Ne? Jaz se nikoli nisem zgledoval po, bom rekel, strokovnjakih ali pa velikih dosežkih posameznikov, ki so se potem bohotili z nekaj 10.000 evrov mesečne plače. Ne? Mislim, se mi je zdelo to irealno. Ne? Torej, ne vem, kako sploh se pogovarjamo v odnosu do vsega ostalega, da nekdo imajo takšne osebne dohodke, čeprav po drugi strani se popolnoma strinjam, da nekdo, ki ustvarja, naj deli kapital. Ne? Zdaj, torej, če je to tvoje zasebno podjetje, imaš lahko ti kolikor hočeš in nikoli ne bi smeli ljudje biti nehvaležni ali pa, bom rekel, celo ljubosumni do nekoga, ki nekaj ustvari in ima z lastnim delom. Ne? Zdaj, kaj pa je s tistimi, ki pa to ustvarjajo, bom rekel, posredno, na način, ko se tudi zgodi, torej, bom rekel, s prikrivanjem ali potvarjanjem nekih dejstev in resnic in tako dalje, so pa druga zgodba. Ne? Ja, jaz bi rekel, tudi če gre za pošten zaslužek ali pa pošten uspeh, se pravi tukaj izločva vse tiste mahinacije v družbi, bi vseeno rekel, da se uspešni posamezniki, in poznam jih ogromno, dostikrat ne zavedajo, da ne živijo v zaprtem balončku njihovega uspeha. Ne? Se pravi, da je za njihov uspeh bila potrebna vsa mehanizacija, vsa struktura družbe, vse, kar nam omogoča to, da skupaj živimo, to je njim omogočalo ali pa pomagalo k uspehu. Ne? Se pravi, niso izolirani na nekem otoku. Ne? In dostikrat dam ta primer nekega zelo uspešnega košarkaša, ki bi rekli ljudje, ja, on si zasluži, se pravi, imel je talent, imel je neko srečo, potem je pa trdo delal, ne? In je prišel v NBA in je plačan ogromno. Ne? Ampak bi jaz vseeno rekel, da če bi on se rodil na nekem otoku, kjer košarke sploh ne poznajo. Ne? Potencialno nikoli bi mogel izkoristiti. Tako, ta trdo delo, talent ne bi se mapiral na nič. Ne? In tukaj se moramo zavedati, če postanemo uspešni ali pa posamezniki, ki so uspešni, ne? Da je treba nazaj dajati mogoče več, kot samo čez davčni sistem. Ne?
Tako bi jaz rekel, ker se mi zdi fair. Ne zdi se mi pa tudi dobro nasilo nekomu vzemati, če nima tazga pogleda. Tako, če tega sam ne prostovoljno. Tako ne dojame, ampak skozi vse te uspehe posameznikov ali pa uspešnih posameznikov, jaz potem vseeno vidim neko dodano vrednost v njihovi humanitarni noti, v nekih njihovih donacijah, zdaj v službi, ker sem, recimo imamo kar nekaj zasebnih slovenskih podjetij, ki inštitucij, v kateri delam, donirajo za naše razmere, ne glede na to, da smo javni zavod, visoke zneske, kar pomeni, da znajo čutiti druge, ki potrebujejo, Torej, znajo pomagati, znajo, bom rekel, tudi se soočati s problemi teh drugih, nas drugih, v neki obliki institucije, s posamezniki, in me to zelo veseli, torej, da jaz vedno rad rečem po domače, nimajo rok obrnjenih k sebi, torej, da se tudi razdajajo, čeprav potem nekdo reče, seveda, on pa lahko da, ker ima, ampak smo prej ugotovila, da do te poti je moral priti dober, uspešen poslovnež, je moral priti nešteto, bom rekel, nekih ovir, veliko je moral vložiti energije, da je do tega prišel, govoriva o uspešnih, pozitivnih poslovnežih. In jaz menim, da na teh, bom rekel, konec koncev tudi sloni celotno slovensko gospodarstvo. Sej povprečni neki pa podpovprečni v Sloveniji niso dodana vrednost, nadpovprečni so dodana vrednost. In me ne zanimajo njihovi zneski osebnih dohodkov, mesečnih, kakršnikoli pa že imajo, bolj me zanima ta njihova človečnost, ta njihov odnos do sočloveka, ta njihov odnos do pomoči drugim, ki potrebujejo. Pa me potem tudi zmoti, ko slišiš floskolo, se bi lahko dal več. To je zdaj merilo več ali manj, to ni merilo tega, koliko je kdo dober in srčen. To je merilo tega, koliko se odloči, da bo pomagal. Zneski so, bom rekel, celo v konečni fazi nepomembni. Tudi, ko ti brezdomcu daš na ulici 2 evra, bi on mogoče od tebe, ker si prišel v obleki pa v kravati, pričakoval 10 evrov. Imamo pa primere, ko nekomu daš več, pa noče vzeti več. Ker se mu zdi, da ni fair, ker ima občutek, da drugič pa ne bo nič več dobil, če bo kar vse vzel, kar dobi. Tudi taki ljudje se znajdejo med temi, ki se preživljajo z dneva v dan na način, kot se preživljajo. In jaz moram reči, da sem na marsikatere brezdomce iz okolja, kjer prihajam, bom rekel celo, ne me napačno razumeti, narekovajih ponosen. Torej so se odrekli realnemu življenju, ki so ga živeli, pa ne zgolj zaradi alkoholizma, zaradi neznanja, nesposobnosti, ampak zaradi situacije, v kateri so se znašli. To je pa tisto, o čemer bi se še lahko pogovarjala, o socialnem načinu sobivanja z ljudmi, ne vem, o spoštovanju človeka, in tako dalje, kar seveda pripelje marsikoga tudi na ta rob, ki pa se za koga konča tudi spodaj, torej čist na spodnjem nivoju tega sobivanja v družbi, kar pa imamo danes kar pogost pojav, kar v večjih mestih povsod. Greva se, malo sva itak šla tako nasplošno čez družbo, pa me bom kar direktno vprašal, kakšne so po vašem mnenju neke take največje tegobe ali pa izzivi človeštva v 21. stoletju, kot jih vi vidite iz svojega zornega kota? Zdaj, ne bi govoril o hudih, bom rekel, nevarnostih, eskalacij, vojne in tako dalje. Smo relativno blizu in hkrati relativno daleč od dogajanj. Bolj pomembno se mi zdi, da je za družbo pomembno in za posameznike v njej, to, ko sociolog ves čas poudarjam, da se zna pravilno umestiti v prostor, kjer je. Z vsemi temi aktivnostmi, z vsemi temi, bom rekel, načini sodelovanja, upoštevanja in razumevanja, koristne izrabe časa, kar se mi zdi zelo pomembno, predvsem pa koristne izrabe prostega časa, za kar ugotavljam, da nam je vedno bolj tuje, čeprav
ko ugotavljamo v družbi, ali smo napredovali tudi na tem področju. Ne? Torej, da več ni, bom rekel, enačenja, povzdigovanja delovnega časa, oziroma službe, dela, obveznosti, družina, otroci, vse, kar sodi v ta sklop, ne? In potem nekaj malega, če slučajno ostane, potem bomo pa to imenovali prosti čas. Ne, tega več ni. Torej, tu je postala neka uravnilovka, smo zelo blizu vsi, ne? Tako da se dogaja, da ljudje znajo v okviru svojega delovnega časa izkoristiti tudi zase nekaj. Ne? To pomeni, če se jaz peljem s kolesom v službo zjutraj, sem izkoristil svoj potencial v tem, da znam nekaj narediti zase, ne? Hkrati pa popoldan, ko tečem s psom, ne? Imam pa telefon v žepu in slušalke v ušesih in se pogovarjam tudi službene stvari. To pomeni, da smo premešali vse skupaj v eno celoto in moram reči, da večina nas kar dobro pelje to skupno, bom rekel, izvajanje dela in prostega časa, ker čist sam prosti čas mi zdi definiranje čist nesmiselno, ne? Da bi rekel, ko sprašujem, študente, kaj je prosti čas, pa ti začnejo, to je čas, ko nič ne počnem, to je čas, ko gledam televizijo, kaj se neko gledate, ne ga lomiti. Ne? Prosti čas je usmerjen prosti čas ali pa prosti čas, za katerega sploh ne vem, da sem ga izkoristil. Ne? Torej, ko jaz hodim in poskušam o ničemer razmišljati, to ni koriščenje prostega časa, ne? Ker poskušam razmišljati o ničemer. Torej se obadam sam sabo, da bi poskušal pozabiti, kaj sem danes delal v službi. Ne gre, ne? Torej, tudi po noči, aktivno spanje, utrujen se prebujaš, greš, bom rekel, utrujen službo in tako dalje, in to, kar iz dneva v dan, naprej, to pomeni, da smo vpeti vsi vse naenkrat. In zelo v redu pa je, ko greš na neko športno aktivnost, neko rekreacijo in na koncu gotoviš, da v 2-3 urah, kar smo skupaj, recimo sam igram tenis, se sploh ne pogovarjamo o ničemer druge, kot samo o tem, da igramo tenis. Tudi se ne pogovarjamo o tenisu. Nas ne zanimajo ne tisti viški, sponi in paci nekaterih teniških igralcev, ne? Ampak nas zanima samo to, da smo tam, da se družimo, da igramo, da se zabavamo, ne? Da na koncu ob čaju, kavi, tudi pivo, če hočemo, dejansko spregovorimo čisto mimo vsega. Torej, da se ne pogovarjaš niti o osebnih stvareh, ampak se pogovarjaš, zakaj je nekdo včeraj, ko je prišel na tenis, prinesel zraven meter in zmeril višino mrežice, smo pa vsi amaterji na najnižji ravni. Torej, zakaj to počnemo, recimo, minimalizem, torej, ali je 2 mm previsoko ali prenisko. S tem se potem skušamo na nek način pogovarjati o tem, kar je zanimivo, kar je zabavno, kar se nam zdi izguba časa. Po drugi strani pa si rečemo, nekomu je pa 2 mm lahko v življenju zelo veliko. A smem preveriti, če razumem, kaj mislite? A govorite o tem, da smo potopljeni v izkušnjo, ne pa v neki metakogniciji ali pa bi rekel razmišljanju o svojem življenju, ampak da živimo življenje v trenutku in smo fokusirani, niti nismo fokusirani na izkušnjo, ampak smo. A ni to tisto, kar je najbolj zanimivo v življenju? Da smo v nekem danem trenutku fokusirani na tisto, kar počnemo. Torej, da se ne obadamo z nekimi drugimi, bom rekel, manj pomembnimi stvarmi. Sploh, kadar govorim o usmerjenem prostem času. A poznate Daniel Kahneman, poznate pa to njegovo teorijo o sistemu 1, sistemu 2, ta dva načina? Kar mi lahko bodite. Daniel Kahneman, mislim, da je leta 2004 dobil Nobelovo nagrado za to knjigo, ki je napisal leta 98, če se ne motim, pa 94. Razmišljanje počasi in hitro je naslov knjige, Thinking Fast and Slow, in on v tej knjigi ali pa v tej raziskavah opredeli 2 sistema razmišljanja. Ne? Eno je sistem 1 in eno je sistem 2. Sistem 1 je ta naš izkustveni jaz. Ne? Se pravi, ta jaz je fokusiran na izkušnjo takšno, kot je in se dogaja zdaj. Ne? In sistem 2 je pa
sistem ali pa naše razmišljanje o našem življenju, ponavadi v prihodnosti pa v preteklosti. A ne? In mi se konstantno preklapljamo. In če vprašamo človeka, ki je v sistemu 1, a je zadovoljen, bo glede na situacijo, v kateri je čist drugače odgovoril, kot če je v sistemu 2. Ne? Se pravi, sta v grobem 2 jaza znotraj nas, ki sta fokusirana na različne stvari. A ne? In to je pač ta teorija. Ne? In tukaj lahko vse to mapiramo z nekimi praksami kontemplacije ali pa čuječnosti, ko je danes zelo popularna, ne? Ker urimo, vsaj kakor jaz vidim, urimo ta sistem 1 in da smo čim dlje časa v njemu, ne? In bolj zadovoljni, recimo. Ja, jaz bom rekel prepletanje. Jaz mislim, da je manj mogoče sistem 1 kot prvi in sistem 2 kot drugi, čeprav se tako imenujeta. Jaz mislim, da je treba ustvariti neko prepletanje med njima, ne? Da poskušamo dejansko živeti na izkušnjah. Jaz se zelo velik poudarek dajem mogoče zaradi let, v katerih sem, ne? Na izkušnje. Ne? Dejansko mi pri posamezniku zelo veliko pomenijo njegove izkušnje. Ne? Kaj ti certifikate, pridobljene izobrazbe in tako dalje, govorimo o izdelkih, so minljivi. Če ti nisi vedno nadgrajeval tega svojega nekega certifikata, ne? Potem si dejansko izgubil stik z realnostjo. Ne? In jaz menim, da je ravno to pomembno, da v življenju se nekako soočamo s tem, da sem to doživel in na tem poskušam pozitivnem doživetju nadgrajevati to tudi v prihodnje. Ne? Ni nujno, da to tudi prenašam na druge. Dovolj bi bilo v določenih trenutkih, da to tudi sam v sebi razčiščujem. Torej, to je bila, bom rekel, pozitivna izkušnja, ne? Na tem bom poskušal graditi. Če mi bo uspelo, bom zelo vesel, ne? Nikakor pa ne bom razočaran, če ne bom doživel, bom rekel, tega kot pozitivno izkušnjo. Ves čas bi morali stremeti k temu, da nadgrajujemo stvari. Ne? To je mogoče en manjko pri nas, ali na splošno, ali pa tudi pri posamezniku, da na neki točki začnemo stagnirati. Ne? Torej, eni prej, drugi kasneje. Ne? Družba kot celota si tega pač ne bi smela nikoli privoščiti. Ne? Stagnacije stanja v družbi. Ne? Nujne spremembe, ne vem, kulturne, politične, recimo športne dosežki nas, bom rekel, zelo motivirajo, spodbujajo in tako dalje. To pomeni, da na tem bi morali graditi. Ne? Na uspehih, ne? Na neuspehih se pa naučiti, kaj narediti takrat. Ne? Ali oditi, zadnji primer iz športa recimo, ne? Ali oditi, ker pač se mi zdi, da sem razočaran. Ne moreš biti razočaran, če je družba kot celota ima takšen pogled na nekaj. Ne? Ti moraš enostavno sprejeti dejstvo, da če dobro delaš, to svoje dobro delo moraš podajati drugim, da bodo dosegali lahko določene športne rezultate. Ne? Enostavno pobegniti z terena, takrat, ko si dosegel neki vrhunec, se mi zdi za trenerje, pustimo za športnike, tam je ta zgodba drugačna, se mi zdi malo prevelika izguba za šport. Medtem, ko je na drugi strani nekdo, ki bi žal ne mora oditi, pa seveda ga skoraj morajo prositi, da konča z nekim delom. Te vam sem tole malo popravil. Okay. Evo, takole, super sva. Bi lahko šla malo na področje čustvene inteligence? O tem ste tudi veliko pisali, pa razmišljali. Deva najprej opredeliti sploh. Se pravi, večina ljudi, ali pa zelo popularno je bilo zadnjih 50 let govoriti o IQ, inteligenčnem kocientu. Vemo, da se precej dobro mapira z uspehom v tej družbi, kakor je nastavljena. Ne? Potem pa smo, ne vem, v 90-ih ali pa tam ne toliko dolgo nazaj še urinili zraven ta EQ, ne, kot pomemben. A bi lahko malo opredelila oba, pa kaj je sploh čustvena inteligenca? Ja, dolgo, res dolgo, vsaj v mojem življenju nismo govorili o čustveni inteligenci. Ne. Sam kot študent tega nikoli nisem bil deležen v nobenem okviru. Ker enostavno so imeli občutek, da ves uspeh posameznika izvira iz njegovega uma. Ne. Torej, če v floskoli, če se boš pridno učil, boš v življenju uspešen. Ne. To je že zdavnaj padlo.
ker imamo zelo uspešne ljudi, ki pa niso ravno se zelo želeli učiti in dosegali uspehe in diplomirali na vem katerih fakultetah in tako dalje. Ne. In smo torej začeli ugotavljati, da je res pomembno, ne, da ne da opredeljujemo razumsko inteligenco, ampak da dejansko razumsko inteligenco povežemo s čustveno inteligenco. Ne? Jaz vseeno menim, da brez razumske inteligence tudi razvoj s čustvene inteligence je brez uspeha. Ne? To pomeni, da to, kar smo na začetku govorili, ne, da človek mora biti v prvi vrsti človek. Ne? Torej, zdaj, če imaš intelekt, ok, ne? Če nimaš dovolj razvitega, ga boš poskušal razviti s tem, da se boš sam ukvarjal s tem, da boš dobil na razgledanost in tako dalje. Ne. Imamo danes zelo velike in pomembne samouke, recimo, ne, ki dejansko niso bili na področju razvoja umske inteligence tako uspešni, kot so danes v tem, da so uspešni v nekem svojem delu, ki so ga pa tesno povezali s čustveno inteligenco. Ne. Ampak IQ, se upravičujem, ko prekinjam, vseeno se ga ne da, mislim, vsaj kakor jaz vem, ne, pa lahko me popravite, je precej dedena. Ne. Mislim, da vrh doseže tam pri 25. letu, potem pa počasi pada. Ne. Se pravi, to je neko sposobnost gledanja, zaznavanja sveta in povezave nekih vzorcev, ki so smiselni. Zdaj, v dednosti pri IQ-ju, vsej z mojega vidika je stvar mogoče malo drugačna. Ne. Okay. Tudi, bom rekel, iz primerov v družbi ugotavljam, ne, otrok, ki imajo dokaj visoke IQ-je, torej zelo razvito umsko inteligenco, ugotavljam, da izvorno nimajo dednih zasnov, da je prišlo do tega. Ne. No, smo potem pri nekih primerih ugotavljali, kako je to mogoče. Torej, pri starših ni. Aha, okay. Ne? Potem sem del tega našel pri starih starših. Ne? In sem prepričan, nisem raziskoval naprej, ker je to malo, bom rekel, poseganje v zasebnost, ker sem v taki službi in to si ne morem dovoliti, da je najverjetneje to gensko pogojeno v nekem 4. kolenu. Ne? Torej, če so bili stari starši inteligentni, torej izobraženi, pomeni, da je prej bilo pogojeno s tem zagotovo še bom rekel, na višjem nivoju. Ne? Kar se tiče, bom rekel, nadgrajevanja te umske inteligence, ne? Se mi zdi, da je ogromno moč narediti tudi sam na sebi. Ne? Absolutno. Sam se ne da verjetno IQ-ja zvišati. Ne da se ga toliko dvigniti, da pa recimo delati se na tem, da je to splošna razgledanost in znanje in sposobnosti na mnogo višjem nivoju. Ne? Kajti v zgodovini imamo primere, recimo, ko smo imeli odlične učence, ki so ure in ure prebili za knjigami. Ne? In primere otrok oziroma učencev, ki so dejansko ves čas prebili v naravi, ne, in so bili identični po končnem uspehu v šoli. To pomeni, da manj truda so potrebovali. Je ta s trudom dosegal to, kar je on dosegal s pol manj truda. Ne. Razlika je bila samo v tem, da temu, ki se je trudil, je bilo omogočeno, da je dosegel, bom rekel, više cilje, tam pa tega suporta ni imel doma. Ne? In je potem nekje ostal na tisti ravni ali pa mogoče malo napredoval, ampak zagotovo bi dosegel mnogo več, če bi seveda imel pogoje, imel izpolnjene pogoje, da bi lahko to dosegal. Ne? No, če se vrnemo nazaj k čustveni inteligenci, jaz mislim, da je vsak človek ob rojstvu tisto, kar je pač dejansko to, kar je nič. Ne? Aha, nepopisan list. Ne? Torej, ta raza in dejansko, ko se pogovarjamo o tem, kaj, ko otrok tam naročil mame prvič zajoka pošteno in tako dalje, kaj bo z tega našega otroka, ne, se sprašujejo starši, vsi postavljajo visoke cilje, ne, kaj vse, oče, če je sin to, mama, če je hči ono, oziroma kasneje obratno, ker gre sta navzkriž, torej bolj oče za hči, mama bolj za sina in tako dalje. In so vsi polni pričakovanj, ne. In vsi delajo, bom rekel, masovno na tem, kaj bi otroku vse ponudili,
da bi otrok lahko v primarni socializaciji, tako do sekundarne in seveda do srednjega življenjskega obdobja dosegel in da bi bili vsi ponosni na njega in da bi bil in sploh naš pač najboljši to, kar je. Ne? Pri tem pa pozabljajo, ne? Da primarna socializacija ni opismenjevanje, ne? Ni učenje matematike, kar nekateri starši počnejo pri otroku pri 3 letih, ne? Ampak je to, da ga stisnejo k sebi, ne? Da se z njim pogovarjajo, da ga, jaz rečem, po naše učkajo, ne? Da otrok začuti ljubezen, ne? Da se začuti ljubezen in jo hkrati ga že naučijo otroka vračati ljubezen, torej vračati nasmeh, vračati stisk roke, objem in tako dalje. Ne? To je bistvo čustvene inteligence. In če otrok s tem ni zrasel primarni socializaciji, zagotovo bo otrok se razvijal v odraslega človeka z velikim čustvenim primanjkljajem. To danes v družbi tudi ugotavljamo. Ja. Ne? Torej, če otrok v primarni socializaciji ni dobil tega, kar se na tem področju mora, tu pa pravi mora, ne? Čeprav morati vemo, kaj pomeni, ni dobil, potem enostavno bo s trudom se bo prebijal skozi življenje, ne? Ampak potem bo tudi on stežka rekel partnerici ali partnerju oprosti za storjeno dejanje. Ne? Zelo težko mu bo pogledal v oči, pa mu bo povedal, da ga ima rad. Ne? Da bo napisal ljubim te na listek in ga nalepil na hladilnik ali pa pisal SMS-e, kar je najlažje, ne? Kot pa povedati to, kar človek čuti, so človekov obraz. Ne? In tu se pri meni, ko ugotavljam, ko razmišljam o čustveni inteligenci, bom rekel, kažejo največje primanjkljaje. Prenizka sposobnost človeka soočiti se z odnosom drugega na način, da se mu zaupaš, da mu poveš, da se pogovarjaš, da ga čutiš, da ga razumeš, spoštuješ. Ne? To je tisto, kar v čustveni inteligenci v zadnjih letih, ne, pa ne bom rekel 10 letih, ker jih ni, ne, v zadnjih letih, pa naj bo 10-2, dajemo večji poudarek. Ne. Se mi zdi, da napredujemo na tem področju, ne, da študentom mi ni več potrebno postavljati vprašanje, ali mi je nerodno, ko se pogovarjam z njimi. Ne. Večini več ni. Ne. Aha, ja. Torej, so že začutili to, bom rekel, bližino, ta odnos med ljudmi, ne? Kar pomeni, da izhajajoč iz primarnega okolja so prinesli nekaj zraven v življenje. Ne? Pri otrocih v osnovni šoli to še opaziš, torej pogled navzdol, bom rekel, nesposobnost pristne komunikacije in tako dalje, z leti pa potem nekateri to iz okolja, v katerem sobivajo, torej iz šole, pravzaprav iz vrtca, iz šole, prinesejo nekaj tega, ker se veliko družijo med seboj in tako dalje. Ne? Medtem ko tisti, ki to imajo doma ali so imeli doma, zagotovo v družbi, to pokažejo. In takoj, ko povejo, zdaj ne me napačno razumeti, odkje so študente, ko se pogovarjamo, odkot prihajajo, kaj počnejo v življenju, in takoj vediš, vaško okolje zagotovo prinaša bolj pristen stik med ljudmi, kot pa mestno okolje. Ne? V mestnem okolju se ne poznamo med seboj. Na vasi se poznamo vsi. Ne? Še najbolj nevarno je, da se vsi poznamo in vsi vemo vsem vse, oziroma več, kot bi lahko in smeli in morali in tako dalje. Ne? Da je potem en majhen minus odnosov vsega tam, ker te pa nišče ne pozna. Ne? V nekem večstanovanjski zgradbi se ljudje praktično med sabo ne poznamo. Niti ne vemo, ali smo skupaj pod isto streho ali nismo. In tam, kaj ta čustvena inteligenca ne pride izraza, tudi ne, ko smo skupaj v dvigalu. Ne? Ne poznam, kaj zdaj ne gledamo v oči, ne vem, se človek ne znajde. Ne? Vsak po svoje se poskuša skozi tistih nekaj sekund prebiti, skozi sobivanje v nekem zelo, zelo ozkem prostoru, kar načeloma ljudje tako in tako ne maramo. Ne? Biti na majhnem prostoru z nekom, ki ga ne poznamo. Ne? Zato smo rekli, da si želimo svobode. Ne? Torej, na travniku je mnogo lažje se soočiti z neznano osebo, ker nikoli ne bosta bi šla na pol metra. Ne? Ampak v dvigalu je pa ta zadeva malo nerodna. Ne? Tako da, prepleta se čustvena inteligenca z umsko inteligenco. Jaz sem vesel, da se prepleta, ne? Da najdemo neko povezavo, zaradi tega, ker povsod, tudi na delovnem mestu,
ne samo v družini, v okolju nasploh, ampak tudi na delovnem mestu prihaja do, bom rekel, vedno večjih poudarkov medosebnih odnosov, ne? Ker se potem znotraj skriva karakter človeka, ne? Ker se skriva njegova osebnost. Ne? Dejansko bliže smo si, bolj se poznamo, lažje si pomagamo, lažje se razumemo, ne? In glede na to, da danes v sodobnem času ljudje mnogo več časa preživimo skupaj, sodelavci na delovnem mestu, kot pa skupaj doma s svojimi najbližnjimi, pomeni, da je čustvena inteligenca na delovnem mestu zelo pomembna. Zato poudarek temu, ne, da razumeti drugega, ne, v odnosu, kar pogosto torej zraven tudi vpletam v razmišljanje čustvene inteligence, v odnosu empatije do sočloveka. Ne. Torej, ko jaz recimo sedim z nekom, pa hkrati sem sposoben človeka prepoznati v njegovih plusih in minusih v nekaj stavkih pogovora, to je tisto, kar čustvena inteligenca nosi v sebi. To moč prepoznavanja drugega nasproti meni. Ne? Kaj pa mislite, da je bolj pomembno za uspeh, EQ ali IQ? Mislim, da zopet ne bomo mogli reči za eno ali drugo, ne? Mislim, da bo kar prvo in drugo, torej in umska in čustvena inteligenca. Ne? Aha, se pravi v kombinaciji. Neka kombinacija vsega. Ne? Brez IQ-ja ne bo šlo, ne bomo dosegli nekih začrtanih ciljev. Ne? Tudi če smo srčno dobri, prijazni, topli, ne vem, humani, ne vem kakšni, ne? Mili, melanholični v smislu poznavanja tipov karakterjev, bomo na koncu manj uspešni. Predvidevam, da bo treba mal tudi tega umskega truda vložiti, če bomo hoteli uspeha. Ne? Ja, jaz, to je čisto moje osebno opažanje. Ne? Poznam ogromno posameznikov z verjetno zelo visokim IQ-jem, ki pa mislim, da imajo nizka EQ, ne? In to mislim predvsem zaradi tega, ker v življenju, se pravi, to se dogaja na ekstremih, po mojih opažanjih. Ne? Se pravi, ekstremno visok IQ nekako prinese sabo, ali pa ne vem, kako je povezan, da je zelo težko takemu človeku se čutiti, ali pa razumeti druge. Ne? Razumeti druge čustveno in razumeti tudi sebe čustveno, ne? Ker vse je zelo objektivno in zelo racionalno gledam, ne? In ogromen del spektra življenja, ki je ta emocionalni del ali pa čustveni del, enostavno spustim ali pa ga nisem sposoben zaznati. Ne? Kakšno je vaše? Jaz se strinjam, da visoko inteligentni ljudje imajo težave samo s sabo. Ne? Definitivno. To je bilo vedno prisotno. Ne? Mislim, da celo dokazi obstajajo. Ja, če sam pogledal Einsteina, recimo, neprimerljivo visok IQ in na koncu gotoviva, da je bil pa v odnosu do žensk pa bolj, da ne govorimo. Ne? To pomeni, da če bi on to še imel takrat zraven, ta čut do sočloveka, ne samo do znanosti, ne? Kajti oni so verjetno, ali pa ti ljudje običajno zamenjujejo potrebo po nečem kot potrebo po razvoju znanosti, ne? In izgubljajo stik z realnostjo. Ne? Jaz mislim, da bo vedno manj tega. Pustimo zdaj v smislu bogatstva pa čustvene inteligence, mi da zdaj govorimo o umu in čustvene inteligence, kajti tudi tisti, ki so na vrhu, kar se tiče bogatstva, in verjetno tudi to manjka, ampak oni si kupijo čustveno inteligenco. Torej, če želijo, bodo nekaj naročili, da se bo z njimi pogovarjal, in ga plačali in tako dalje, kar je postalo moda tudi pri nas, da če že skoraj da nisi nekje naročen pri kakem psihiatru, mal da te ima obravnavi, bo zelo težko funkcionira, bolj mogoče ženski spol kot moški. Moški smo malo tu še nekako se malo poskušamo povzdigniti na ženske, da ne potrebujemo pomoči, pa jo prepogosto potrebujemo večkrat kot pa ženske. Sam se malo skrivamo. Malo se skrivamo v nekih drugih stvareh, in skušamo same reševati, tako kot pač je ego moških, da kaj pa jaz potrebujem pomoč, koga, in potem tako, kot sva rekla, v vseh razvadah ne išče pomoči, ampak propadajo in usahnejo.
Tako da jaz bi bil vesel, da v prihodnje greš ta čustvena in umska inteligenca z roko v roki, pa lahko je ena več, pa druga malo manj, ne? Ampak ne more biti pa razhajen, da je čustvena inteligenca popolnoma prazna, ne? Torej, da sem človek brez čustev, ne? Hkrati pa visoko inteligentno, razumsko razgledan človek. To ne bo šlo skupaj nikoli. V prihodnje zagotovo ne? Kar se tiče ustvarjalnosti. Ne? Kajti vsakdo, ki ustvarja, mora v sebi nositi neki odnos do nekoga. Ne govorim do nečesa, ampak do nekoga. Ne? To se vidi skozi odnos do narave, ko sva prej rekla, ne? To do živih biti v naravi, da seveda sploh ne govoriva do odnosa do ljudi. Ne? Kaj pa je vaš odnos do intuicije ali pa tega hitrega sklepanja v življenju, ki se, recimo, da ženski del se bolj poistoveti s tem, mogoče, generalno, in eni ljudje to precej zagovarjajo, ne? Se pravi to, če greva spet na to Daniel Kahnemanovo, ne? Se pravi, izrazito prvi tip razmišljanja, ne? Vse delam po občutku, po feelingu, ne? Medtem, ka ta drugi tip je razmislim in postavim vse in delam primerjave med odločitvami in si vzemam časa. Ne? To bi bilo zelo dobro izhodišče za izvedbo kakšne raziskave. Ne? Kar se tiče človeka kot posameznika, bi bilo zanimivo ugotavljati, kdo pa počne A in kdo počne B. Ne? Kdo to počne po občutku, ne? Zagotovo bi potrditi, da moški smo večkrat tisti, ki to počnemo po občutku, ker tudi napovedi dajemo po občutku. Ne, bi rekel, da da moški bolj po občutku delajo kot ženski? Mislim, da ja. Da se mi zdi, da moški, da nismo toliko preudarni. Saj jaz mogoče sklepam iz svojega življenja in svojega odnosa partnerske. Ne? Torej, da ženska velikokrat bolj preudarno razmišlja, bolj tehno, bolj odgovorno, ne? Kot so včasih rekli, podpira 3 vogale hiše. Ne? To je od nekdaj, bom rekel, ena fama, ne? Da ženska je, bom rekel, opora moškemu. Ne? Ker pravijo, kakšen je moški, vidiš po njegovi ženski. Ne? Zdaj, če je obratno, potem je to, bom rekel, zelo redek pojav. Ne? Bolj smo moški tisti, ki smo nekje v odnosu tega občutka v ozadju. Ne? Seveda nikakor si pa ne dovolimo biti v ozadju. Ne? To kažemo, hote ali ne hote, kažemo, da smo. Ne? V nekaterih nepomembnih življenjskih odločitvah smo vrhunski, ne? Takrat bomo razmišljali, ne vem, kateri avto že? To bomo si vzeli čas, če treba mesec dni s kolesom v službo, sem, da bomo izbrali najboljšo varianto. Ne? Ko pridemo v trgovino kupovati čevlje, ne? To je tisti blic pogled, ne? Te. Ne? Ženske grejo v trgovino s čevlji, skoraj da včasih se šali, rečejo na dopust, ne? Vzamejo si čas, primerjajo 20 parov čevljev, medtem ko moški, ko vidi pravo obutev, vzame, odide in konc, ne? Ja, različne stvari so nam pomembne, ne? Ja, tako, ne? In damo energijo. Tako, ne vlagamo energije v nekaj, kar mogoče je napačno, ne? Tudi te, bom rekel, manj življenjsko pomembne stvari so lahko včasih, bom rekel, pomembne, ne? Torej, ali boš si vzel neko stvar dražjo za tega, ki je bil nepremišljen, ali boš pa dal več dejanskih zadev skozi roke, pa potem se odločil za pravo, je verjetno zgodba, ki bo prej uspešna kot pa tisti prvi pogled in odločitev. Ne? Kaj pa za nekdo, ki se je najdel v tem, ko sva govorila o čustveni inteligenci, gledanje v tla, slabe veščine interakcije z ljudmi, ne? Se pravi, imel je tako otroštvo in podobno. Kaj lahko sploh naredi v nekem poznem ali pa poznejšem obdobju življenja, se pravi, govorim po 20. letu recimo. A je možno to rešiti z nekimi terapijami ali podobno, ne? To bi zdaj lahko skozi izkušnje z delovnega mesta, ki jih imam povedal, recimo čisto splošno, ne, da te težave velikokrat ostanejo. Ne. Te težave zadržanosti, bom rekel, prikrivanja težav, ki jih ima posameznik, ne, ostajajo tudi v odrasli dobi.
Zdaj ne bom rekel, da se tega ne da res skozi terapije. Ja, ogromno ljudi, torej tudi mlajših se, bom rekel, sooča s tem, da iščejo pot, bom rekel, nazaj v neko realno stanje prav s pomočjo nekih psihoterapij in tako dalje. Ne. Ali zdaj so te uspešne ali ne, dan so tu vmes tudi zdravila, ki pomagajo k temu, kar seveda zagotavljajo strokovnjaki, da pomagajo. Ne. Katera zdravila? Medikamenti, ki jih uporabljajo, ki jih dajo mladim, ki enostavno ne zmorejo živeti v družbi brez njih. Torej za boljše počutje, za odpravljanje tesnobe. Okay. In na nek način poskušajo tako pomagati, veliki meri seveda pomagajo tudi s pogovori, kar je prva vrsta pomoči. Ampak to se potem kaže tisto od začetka do konca. Če otrok ni dobil ob rojstvu prvega nasmeha, prve tople besede, prvega objema, stika in tako dalje, in potem to starši niso nadgrajevali iz leta v leto, prihajamo v obdobje, ko otroci tega nimajo. Nimajo oni in ne znajo dati drugim. Postavlja se vprašanje, kaj bo z njimi, ko bodo enkrat sprejeli, bom rekel, lastno odločitev, da postanejo tudi sami starši. In pri nas se potem pojavljajo ravno te težave. Iz roda v rod grejo težave z njimi, in to nezadovoljstvo, in razočaranje, in žalost, in utesnjenost, in odmaknenost, iskanje krivde pri drugih in tako naprej. To so težave, s katerimi seveda pridejo te težave tudi na otroke, ki se rodijo. In ta začaran krog imamo kar pri precej ljudeh prisoten. Gremo zdaj malo na področje učenja. In napredovanja, ki ste večkrat že omenil ta izraz, ali pa recimo, da je to zelo pomembno za nekega posameznika v življenju, da konstantno napreduje in se izboljšuje. Tudi za družbo je to super pomembno. Se mi zdi, da naša družba nekako sili posameznike že zadnjih 150 let recimo k specializaciji. Se pravi, zbereš si neko področje in greš zelo globoko v njega. Vedno bolj globoko, zdaj že do nekih doktoratov. Moja intuicija, jaz sem eden izmed teh, ki nisem bil toliko za šolo, nisem mi zdelo to smiselno in sem nekako čez življenje potoval tako, da sem si mal tukaj vzel, mal tukaj, čisto po zanimanju, pa interesih. In se mi zdi, da mi je to dobro del glede uspeha, glede finančnih stvari, glede zadovoljstva in podobno. In tudi vedno bolj zagovarjam to, da si mogoče specialist, ampak ne v enem področju, mogoče v 3 področjih in jih potem znaš skupaj prepletati in si mogoče zelo unikaten na trgu dela. Kakšno je vaše mnenje glede generalistov pa specialistov znanj? Zelo sem vesel, da ste postavili tezo, kaj je učenje, da niste rekli, kaj je izobraževanje, kajti to je kot dan pa noč. In jaz sem velik zagovornik učenja. Učimo se vse življenje, institucionalno, izven institucij, doma, kjerkoli. Ves čas v življenju se učimo. Izobražujemo se pa tako, kot se izobražujemo. Primarno izobraževanje, sekundarno, terciarno, z nekimi končnimi zadevami na stenah in tako dalje, in smo kvazi ali pa strokovnjaki na nekih določenih področjih. Velik zagovornik učenja zaradi tega, ker sva prej govorila o izkušnjah. Iz česa se lahko veliko naučimo? Ravno iz izkušenj drugih. In to je tisto povezovanje, prenašanje znanja na druge. Zdaj, ko me nekdo uči matematiko, on na področju matematike ni popolnoma nič novega odkril. Vsi so odkrili matematiko že mnogo poprej, on samo predstavlja, ugotavlja tvoje stanje znanja na področju matematike. Jaz sem si matematike zbral, ker si nisva ravno na ti bila nikoli. In se mi zdi, da tam, kjer dosti v matematiki, ta posameznik, ne vem, zdaj v nekem procesu primarne, sekundarnega izobraževanja ne more napredovati. Gremo v terciarno, raziskuje, znam kot znanstvenik na nekem področju, kjer je matematika pomembna in recimo, da lahko nekaj doseže. Ampak drugače, jaz se strinjam. Ena sama izobrazba
dejansko ne more biti uspeh posameznika v življenju. Ne? Torej, da ima samo en poklic. Jaz poznam nekaj ljudi, ki imajo po 3-4 poklice. Ne zaradi tega, ker so si želeli, pa tega, ker so morali, ker niso uspeli na enem, drugem, tretjem, so danes na 4., celo na 5. brez poklica. Aha, se pravi, v času so imeli en poklic, ampak so ga v življenju 4-krat zamenjali. Ali ima 4 istočasno? Zdaj bo šla, moče se napačno se izrazil, 4 različne izobrazbe. Za 4 različne poklice danes opravlja 5. poklic brez katerekoli izobrazbe, ki jo je pridobil poprej. Razumem, To pomeni, da se nekdo pri 40 letih še vedno išče, kar me fascinira. Jaz to večkrat omenim študentom, kar se tiče izobraževanja in učenja. Tako, gledajte, on ugotavlja iz obdobja v obdobje, torej dokazuje, da je sposoben, ker če ti lahko končaš 4, bom rekel, izobrazbe za 4 različna področja, pa je tudi sposobnost v tebi. Ampak on to ves čas na nek način zavrže in išče nov vzvod. In kaj lahko pričakuješ od človeka, ki to počne? Torej, da bo dosegel zagotovo nekaj tistega, kar si je želel, pa tudi če ne pri 40, bo to pri 50. In to je zdaj tisti, bom rekel, bistveni del učenja. Učimo se vse življenje, od rojstva do smrti. Izobražujemo se samo neko obdobje, pustimo zdaj 3. življenjsko, 4., ker nekdo pač ni imel časa se z nemščino ukvarjati, pa potem gre malo na neke izobraževanje tečaje in tako dalje. Ampak drugače pa je izobraževanje ena celota, ko jo zaključiš in marsikdo doseže, bom rekel, to stopnjo in je ne preide več. Ali se doma težave pri tem? Starši z lastnimi otroki. Starši so končali na pamet. Drugo, govorim srednjošolsko izobrazbo, otrok jih je, bom rekel, dosegel v osnovni šoli 9. razredu. In ko pride otrok do končane srednje šole, so starši že zdavnaj izgubljeni. Ne vejo, kaj se dogaja pri kemiji, ne vejo, kaj je s fiziko. Naenkrat ugotovijo, da je njihov otrok zelo inteligenten, kar sploh ni res. Ampak starši so ostali na isti točki, otrok pa gre naprej. In zdaj, ali bomo ponosni na lastne otroke, ki nas presežejo v rani mladosti, ali bomo pa za tem razočarani, mora pa vsak starš pri sebi oceniti. Jaz mislim, da moram biti vrhunsko zadovoljen nad otrokom, ki je v osnovni šoli več zna kot jaz v svojem življenju, ki sem pač, imam nek poklic. To pomeni, da napredujemo. In to je tisto v zvezi z učenjem. Ko sem nekoč otroke vprašal, spraševal, kaj pa so njihovi starši po poklicu, po izobrazbi, čisto tako, bom rekel, spontano pri predmetu. Pa reče en učenec, moja mama pa je doma, pa nič ne dela. No in takoj smo se pri njemu ustavili. Jaz sem rekel, na kakšen način pa zdaj ti misliš, da tvoja mama doma in če je doma, da potem pač nič ne dela. Smo takoj ugotovili, da je to izraz, ki ga večkrat ali pa prepogosto uporabi oče, da je mami pač znal povedati, da je doma. In sem potem rekel, kdo pa pri vas potem doma, recimo, lika, mama, so vsi otroci razlagajo. Kdo pa pere, pa eno pa drugo, kdo skrbi zate, pa za očeta, pa za brata in tako naprej. Vse je bila mama na prvem mestu. In potem se vrnemo nazaj na prvo mesto, na prvo točko, ki je on iznesel, da mama doma in nič ne dela. Sem rekel, kakšna je zdaj tvoja razlaga? Je tvoja mama doma in nič ne dela? Vse dela. Torej, otrok je bil izgubljen, v tem razmišljanju, da njegova mama pač ni pomembna doma, je pa najpomembnejša. Zdaj še spet ponavljam enkrat eno in isto. Ne ceni tega vrste dela, verjetno, ker reče nič, je dal nič. On je dal nič, ker je mamo, oče dajo v nič, je on dal mamo enako v tej definiciji. Vse otrok je vedel, da mama to dela. Vse on je tudi sam rekel, kaj njegova mama dela, sam ostali. No in dejansko sem prišel do zaključka, da ko sem enkrat to celo v enem članku zapisal, da bi morale žene, matere v družini imeti beneficiran staž, kot smo ga včasih imeli pri policistih, pa vojaških uslužbencih in tako naprej, me niso v bistvu razumeli. Zakaj bi morale one imeti, bilo tako, da si imel 8 mesecev
za 1 leto. Ne? Torej, 8 mesecev so delali, pa sem jim priznala 1 leto. Ne? Na kak način? Rekel, točno na tega, kar sem malo prerazlagal. Ne? Se pa mama dela doma vse. A ste kdaj videli, da oče šiva nogavice otrokov, ko ima raztrgano, če še sploh počnejo to? Ne? No, so potem, recimo, ne? Ampak vsi so bili začudeni, na kak način poveličujem žensko delo in materinsko delo v družini. Ne? No, in sem potem zaradi tistega članka imel celo grozilna pisma in tako dalje, strani moških kolegov, ne? Kako sem lahko tukaj neumen, da se postavljam v bran ženskemu spolu. Ne? Vedno, odkar razmišljam svojo glavo, sem na strani žensk, ker še vedno menim, da bi morali dati večjo pozornost, kot jo dajemo. Ne? Torej, da imajo pravo mesto, ne da se dan še vedno pogovarjamo leta 2022, da ženska za isto delovno mesto dobi 20% nižji osebni dohodek. Mislim, jaz težko si razlagam, recimo, ta čudna razmišljanja delodajalcev, ne? V čem je censka manj vredna, da zasluži torej manj, pa opravlja isto delo. Ali pa celo več od moškega. Ne? Kajti se moramo vprašati, da je cenitev dela vedno bila strani delodajalca zelo tudi velika subjektivno. Ne? Ja, to je pogosta debata, ki se zadnja leta uveljavlja in je prav tako, da se o teh strukturnih težavah da govorimo, ampak vseeno se mi zdi, da se preveč daje teže na nek vzrok diskriminacije, ne? Se pravi, ki je definitivno. Sigurno je vzrok tudi diskriminacija za teh 20%, ampak tukaj je milijon drugih razlogov še. Tam še dodam, ko sva rekla 2 stvari, učenje, izobraževanje, ne? Ustvarjanje visoko izobraženih kadrov. Ne? Govoriva s terciarno izobrazbo, doktorati in tako dalje. Ne? Ker sem pač starejši od vas in imam en daljši pregled skozi to, ne, sem nekoč naredil en taki prerez in sem gotovil, kaj je nekje v nekem obdobju veljalo, da si bil na rekovajih pomemben. Ne? Torej, v 70 letih, če je bila končana srednješolska izobrazba, direktor, ravnatelj osnovne šole, sploh ni bila nobena težava. No in potem je šlo skozi desetletja, je bila višja šola tista, ne? Tam v času osamosvojitve je postalo, da če si končal 2. stopnjo, je to že bilo kar, ne bom rekel, zdaj včasih v šali rečemo takoj za predsednikom države, ampak recimo, da si zelo veliko dosegel, ne? No, v novem tisočletju pa ugotavljamo, da fakultete prav namensko ustvarjajo možnost pridobitve doktorskih nazivov. Zdaj, kjerkoli najdeš doktorje znanosti z različnih področij, ne vem, kje potem ti posamezniki tudi so delovno aktivni in kaj počnejo, ne? Ampak doktorantov imamo v slovenskem prostoru, tako da imam občutek, da bo počasi zmanjkalo delovnih mest za te pridobljene izobrazbe. Ne? Jaz bi celo rekel, da ne samo pri doktoratih, že splošno pri navadnih diplomah. Čista inflacija diplom in diplomirancev. In tukaj jaz sem na ekonomsko hodil, nisem jo zaključil, sem jo zadnji letnik, sem šel rajš na trg dela in dobival tam izkušnje in učenje in podobno. Ne, sem videl, da se moja ta premica ali pa moj graf napredka 3-krat ali pa 4-krat ali pa 5-krat hitreje premika navzgor na delovnem mestu, kakor na fakulteti. In tudi zaradi te inflacije, diplom, nisem nikoli na trgu dela dobil občutka, oziroma celo nikoli me noben ni vprašal po diplomi, saj v mojem področju, ki je IT. To je informacijska tehnologija, je panoga, ki raste enormno, zelo hitro, in tukaj se po diplomah več ne sprašuje, ampak se sprašuje po znanjih, pa po dodani vrednosti, ki jo lahko ti ustvariš. To je v bistvu zopet smo pri tem, kar smo prej govorili. Ja. Torej, ko ti iskali zaposlitve, prideš na razgovor delodajalcev in te ne vpraša po diplomi, ampak iz tvojega CV-ja dejansko dojame, da si ti strokovnjak,
potem smo na vrhuncu, bom rekel, nečesa, kar lahko rečemo zgodba o uspehu. Pa še nekaj bi rekel, tudi CV-jev ni več v mojem področju. Zato, ker mogoče, pa sej, to se pol vse bo zlilo na ostala področja, ampak moj CV je Google, ne? Se pravi, ime in primek napišeš in najde. Če te pa ne najde, je pa tukaj Evropa CV potrebno, ampak je težava. Ne? Vse to je Google, potem CV, tako je. Ne? Google je CV, LinkedIn je CV, spletna prezenca in ustvarjalnost, ki se kaže na spletu, ki je neko paralelni svet danes temu fizičnemu, ne? Tam se v bistvu odražajo neki dosežki ali pa dokaz, da bom jaz lahko dodano vrednost ustvaril v podjetju. Mislim, da smo malo pozno, ampak še vseeno, hvala Bogu, pravočasno to začeli sprejemati iz sodobnega sveta. Ne? Tam že dolgo več ni bilo pomembno, ali ti imaš doktorski naziv ali ga nimaš. Ne? Tam je bilo pomembno za delodajalca samo to, kaj boš ti njemu kot dodana vrednost prinesel v podjetje. Samo to ga zanimajo. Ne? In jaz mislim, da je to potrebno tudi pri nas. Ne? Kajti pri nas imamo določene posameznike v družbi za določena področja, za katera moram reči, da seveda je potrebna izobrazba, so potrebne izkušnje, ne? Ni pa nujno, da je to tudi povsod. Konec koncev je izkušnje treba pridobiti. Velike težave ima družba pri nas s tem, da študentov ne more strokovno usposobiti. Torej, da ne dobijo dovolj znanja iz prakse. Enako velja za zdravstveno osebje, za zdravnike bodoče. Jim ne dajo možnosti specializacije. To pomeni, da enostavno smo v začaranem krogu, da to ljudje odhajajo drugam, da pridobijo vse to, bom rekel, te certifikate njihovih znanj in usposobljenosti, da lahko potem tudi konec koncev doma zafunkcionirajo, če se sploh seveda vrnejo. Kajti že takrat porabijo njihov potencial drugje in seveda za boljše plačilo in znanje, ki ga imajo in izkušnje, ki jih nosijo s sabo, seveda so dodana vrednost nekje drugje, ne pa doma. Ne? Ja, jaz tukaj mislim, da je vzrok, ali pa vsaj kakor sem jaz, če svojo zgodbo analiziral šolski sistem, pa zdaj pustiva na strani tista področja, kot so, ne vem, medicinska, ko rabiš to strukturirano pot do diplome in potem drugače ne boš mogel delati na tem področju. Ne? To damo na stran. Ampak čistko te družboslovne stvari ali pa stvari, ki se pol odražajo v zaposlitvah v zasebnem sektorju, ne? Ker se neka dodana vrednost ustvarja. Jaz mislim, da težava ali pa vzrok za to je, ker je šolski sistem še neka artefakt prejšnjega obdobja, ker si mogel zelo standardizirano in zelo hitro in zelo sistematično izobraževati delavce za tekoči trak, recimo. Ne? In to se je pač v tistem britanskem imperiju nekako standardizirali. Imamo učilnico, vsi gledajo učitelja, učitelj predaja znanja vsakemu na enak način in potem bojo lahko bili v tovarni kot delavci. Ne? Danes pa... Hvala Bogu, da tega več ni. Ne? No, ampak šolski sistem je še vedno takšen. V teoriji je šolski sistem še vedno tako naravnan. Ne? Mislim tudi v praksi. Ja, v praksi moram reči, da kar poznam zadevo, da je z uvedbo 9-letke, čeprav je bila napaka, ker smo sprejemali nekaj za tega, ker pač smo imeli občutek, da bo to dobro za družbo, se zgledovali po nekih drugih zahodnih šolskih sistemih, ki so seveda pred nami svetlobna leta, pustimo Finsko, Švedsko, Dansko, kaj vem koga še na severu, hodili tjaka na izobraževanja, na oglede, kako naj bi potekal pouk, kar pa nikoli nismo bom rekel, polni meri prenesli v naš šolski sistem. Vem, danski sistem ima na primer pouk v učilnicah, ker ni sten med učilnicami. To pomeni, da se otroci ves čas vidijo. Med različnimi razredi. Tako. To pomeni, da so otroke navadili na sobivanje med poukom in ni interesantno, da se oni norčujejo onim drugem razredu, ne vem, kaj bi pač to pri nas, recimo iz naših šolskih, bom rekel, spominov lahko prinesli, ampak enostavno delajo. Kreativno delajo. Ne sedijo za mizami, ampak sedijo tam, kjer hočejo in sedijo tako, kot hočejo. Samo ena anekdota iz mojega enega obdobja ravnateljevanja.
sem imel kolegico, ki je tarnala, da ima zelo živega po domače otroka. Ne? Bil je zelo hiperaktiven. Otroci so prvo leto začeli obiskovati 9-letno osnovno šolo, ne? Vstajali zgodaj o 5 namesto kasneje, 6 let stari ali pa še manj, in seveda je otrok zjutraj malo se igral, potem je malo zaspal, ne? In tako naprej. Ko je bil pa pouk, pa mu je bilo neprijetno, nič se ni dogajalo, ne? In ona razočarana, ta otrok nima miru, govorimo o starih sistemih šolskega sistema, ne? Ni sledil pouku, motijo ostali. Sem rekel, kolegica, kaj ste pa naredili? Kaj ste pa naredili? Ja, nič, sem ga malo bolj grobo prijela in sem želela, da dela tako kot ostali. Sem rekel, a niste se slučajno vprašali, da je otrok utrujen? Sem rekel, zakaj imate blazine v razredu? Če otrok želi v prvem razredu počivati, dajte mu, da gre 15 minut počivati. Ne? Najmanj skozi okno gleda. Ne? In ta isti otrok potem počne te zgodbe še naprej. Ne? Torej, s vprašanjem, ko dvigne roko, da bi nekaj naj povedal, on vpraša, če la gre na malo potrebo. Ne? In potem njega ni nazaj, on pride do mene, otrok se ni vrnil. In otrok je bil na raziskovanju šole, ker ga učiteljica in razreda nikoli ni peljala po šoli, da bi rekla, to pa je knjižnica, ne? Tu pa imamo kemijsko učilnico, da lahko vidite, kaj boste počeli, ko boste... O čem govorim? O tem, da se gremo šolski sistem v teoretičnem smislu. Marsikje še vedno, marsikje smo pa zelo napredovali. Tako učitelji, tako vzgojitelji, tako tudi, bom rekel, infrastruktura v šolah je drugačna in tako dalje. Ne? Miselnost pa ostaja, ne? Definitivno, da je treba otroka pripeljati do poklica in poklic in tako dalje in tako dalje. Jaz vedno še govorim, da če tudi učenje traja vse življenje, tudi izobraževanje lahko traja vse življenje. Kdo pa pravi, da moraš končati srednjo šolo pri, ne vem, 18. Zakaj ne bi končal pri 40? Ne? Imamo primere ljudi, ki doktorirajo pri 90. V redu, se odločil, da bo pač nekaj dosegel, nekaj, kar pač mu je bila želja nekoč, pa mu ni uspelo. Vse življenje lahko to počnemo. Vse življenjske svak izdržujemo in vse življenjske svak učimo. Ne? In to je tista prosta pot, ki jo moramo dati človeku. Ne ga ovirati, ne ga onemogočati. Ne? Kako bi lahko nek posameznik izboljšal svojo hitrost učenja ali pa stopnjo tega napredovanja po izobraževanju? A ste se kaj s tem kdaj ukvarjal s posamezniki? Ukvarjal dobesedno ne, ampak skozi razmišljanja, ne? Kako omogočiti, da imamo recimo dodatno pridobljene kvalifikacije za nekaj brez institucionalnega izobraževanja, ne? Je velik, bom rekel, v zadnjem obdobju kar velik manjko v smislu ohranjanja starih ljudskih običajev. Ne? V preteklosti so ljudje znali ogromno stvari narediti doma, ne? Da so več ni potreba. Ne? In potem, ko rečemo, kaj bi se še lahko jaz novega naučil, recimo, ne vem, govorimo o domovih za starejše, ki sem jih raziskoval, ne? Govorimo o tretjem življenjskem obdobju in tako dalje, počnejo ravno to. Učijo se to, kar se nikoli niso učili. Ne? Učijo se ročni spretnosti, učijo se spoznavanja sodobne tehnologije, uporabe računalnika in tako dalje. Ne? In to je tista dodana vrednost v nekem obdobju po dokončani izobrazbi tako mlajših, da ne govorim, da je to nujno zelo potrebno pri starejših, ne? Ki izgubljajo tla pod nogami, ne vem, v začetku 50 let, torej ko napolniš 50 let, to je neka magična meja, ne, ko bi naj začel dejansko razmišljati o tem, da zdaj pa je konc življenja, ne, neumnost, ne, je šele pravi začetek lahko, ne, takrat bi naj ljudje začeli razmišljati tudi o vsem ostalem, kar poprej, ker so imeli družino, majhne otroke, prej še pred tem so se šolali ali niso ali karkoli, delali več kot mogoče danes ali pa manj, zdaj to ni pomembno, dejansko dali prednost sebi in se učili več od tega. Ne? To je tisto, kar sem prej govoril pri usposobljenosti
nekvalificiranih mater v družinah. Niso kvalificirane kuharice. Pa mama skuha najboljše. Ne? Niti nikoli niso obiskovali šole za šivilje. Ne? Niti za čiščenje. Vse upravljajo. Ne? Niti niso vzgojiteljice, razen tisti, ki so vzgojiteljice. Ne? Vse certifikate imajo, pa jih nimajo. No, in zdaj nekateri to kasneje malo noter spravijo, po domače povedano. Ne? Enim to uspe, ob vsem tem koristni izrabi prostega časa, usmerjenega, neusmerjenega in tako dalje, ne? Ob vsem delu, življenju, ki ga imajo, poskušajo doseči še več. Ne? Jaz sem zelo vesel, ko danes slišim, da je nekdo v letošnjem letu uspel skočiti s padalom 350-krat. Ne? Pa sem si rekel, V letu? V letu. Aha. Pa sem rekel, kaj pa ti v življenju... To je za budnico zjutraj vsakič. Sem rekel, kaj ti počneš še kaj drugega? Ne, ampak on si je naredil, ta čas je tako razporedil. Vsak dan v življenju imam na voljo toliko, da lahko to počnem. In to me je življenjska energija, to me je moč, to je ljubezen do narave, kot je sam rad poudaril in tako dalje. Ne? A vidiš, to je ta pomemben element v življenju posameznika, ne? Da najde v 24 urah za čisto vse, kar potrebuje. Dom, družina, znanci, prijatelji, rekreacija, služba, delo, karkoli, hobiji, vse se znajde lahko v okviru 24 ur. Zelo me moti, ko nekdo reče, da nimam časa. Ne? Ker tudi sam rad rečem, ne? A prideš na obisk, ne bo šlo, ker ni res. Ne? Mene moti, da nimam časa, da rečem, da nimam časa. Jaz vem, da ga imam, ne? Ker pride dan, ko dejansko ne naredimo nič. Ja. To se meni dogaja. Ne? Torej, ko si dam vse na stran, ne? Ko me ne zanima ne šport, ne glasba, ne kultura, čist mimo vsega poskušam živeti skozi neko prazen dan, recimo, ne? Na katerega mi je drugi dan žal. Ne? Mal mi manjka, ne? Ker imam tisti naslednji dan pač malo več skupaj spraviti, ne? Ampak zelo pa koristi. Ne koristi pa potem zaradi tega, da pa ne morem k nekomu iti, ki ga pa že dolgo nisem obiskal. In pol srečaš pa pravi, pridem, kdaj enkrat, ne vem. Ne? Izgovori, kar vlečeš jih iz rokava, namesto bi rekel, jutr, pa čeprav nimam časa. Vsedel v avto sem odpeljal in 2 uri pred tebi, zato ker te že nisem videl v živo, ne vem, pol leta. Pa ne naredim. Ne? To pomeni, da mi je hudo, da rečem, da nimam časa. Ne? Prav se mi zdi, kot da se zlažem, recimo. Laganje mi pa nikoli ni bilo všeč. Ja, pravilno bi bilo mogoče reči, nimam časa za to stvar, ker se mi zdijo druge stvari bolj pomembne. Če še to rečeš. Ne? Ampak to je pravilna. Ja, pravilna definicija bi bila, ampak bi rekel, Apple je nekaj drugega bolj pomembno kot to, da si z mano. Ne? Mi smo le ljudje. Ne? Ja. Vse, ko reče nekdo, nimam časa, to pomeni. Ja, definirati bi moral vedno, ne pa izgovore iskati. Ne? Ti moraš definirati in reči, aha, to imam, ne gre. Ne? Imam že splanirano. Ja, ampak definitivno v tem mesecu. Ja. Bi moral najti čas, ne? Če že ne v tem tednu. Ne? Kako si pa vi dan, a si planirate dan, pa teden, pa tako recimo, ne? Kaj si te stvari, ki ste rekli, jutr pridem, ne? Se pravi, si dam v urnik ali kako imate to zorganizirano? Ja, definitivno ja, ne gre drugače. Koledar, računalniku in potem seveda moram spremljati, ker se prekrivajo stvari. Zdaj, če dan sem tukaj, pa pomeni, da v tem času med ni tam in potem bo moral to narediti, ko prijem nazaj in tako naprej. Vse si veliko skoordiniraš, ne drži, da ni dovolj časa. Ga je vedno dovolj. Ne? In za poklic, in za službo, torej, in za vse dejavnosti je dovolj časa. Ne? Dejansko je problem samo v tem, da si ga ne znamo pravilno razporediti. Ne? To pomeni, če si jutranji tip in sam sem, torej meni ni problem iti počivati ob 2 zjutraj, pa vstati ob 5 zjutraj. Bolj mi je problem zvečer, ker imam občutek, da sem vse baterije izprazno in je recimo po 18 uri se ne morem spraviti, ne pisati, ne nobene stvari, zato ker enostavno sem iztrošen. Je pa res, da si takrat in po konci od 5 ure zjutraj. Torej si že zapolno ta termin aktivnosti, ki jih imaš, pa še skrbi, pa obveznosti, ki si jih sam nalagaš, če ti jih že drugi, si jih sam naložiš in potem se to skupaj zbere v neko tako,
bom rekel, skupino nerazrešljivih trenutno zadev, ki jih enostavno potem preložiš na drug dan, pa je drugi na tretji, ne, ker se potem enostavno več včasih zgodi, da vem, ali sem že naredil ali nisem. Ne. Teda si v redu, da naredim, da ko v računalniku napišem, potem tudi odkljukam. To pomeni, sem naredil, ne, da se potem nazaj čez 2 dni vprašam, ali mi še to manjka ali ne. Ja, urnik, vsi ga imamo. Ne. Tudi takrat, ko si ne pišemo, ga v glavi vedno imamo. Točno vem, kaj me čaka, kaj bom naredil in tudi vem, česa ne bom naredil. Ne? Torej, takrat, ko bi pa rekel, da ne bom naredil, pa bi lahko naredil, pa tudi ne naredim. Ne? To pomeni, da je zelo zapleten način življenja pri vsakem posamezniku, ne samo pri meni. Ne? Ja. Vsi imamo podobno zgodbo, ne? Da se iščemo vsakem dnevu, da izkoristimo maksimum iz tega. Ne? Ja, super, jaz bi se vam rad zahvalil za vaš prosti čas, ki ste ga namenili. Jaz sem prosti čas malo drugače poimenujem. Ne? Za me je vse prosti čas in potem jaz samostojno odredim, kako bom porabljal ga. Ne? In nič ni obveza, pa moram, ampak je vse neko igranje v življenju. Ne? Se mi zdi, da moram spremenim v lahko. Tako. In vse lahko delam. Ne? Lahko to, lahko pa moram nekaj drugega. Moram reči, da tudi to ni bila moja obveza. Ne? Tudi to je bil moj usmerjen prosti čas, ker sem vesel, da sem ga usmeril na način, kot sem ga, lahko bi ga usmeril čist nekaj drugega. Bom rekel, vsaka taka razmišljanja so mi zame velika dodana vrednost, torej jaz to študentom povem, torej tudi vam kot moderatorju, lahko povem, da je ta pogovor z vami bil zame danes več kot dobrodošel. Veliko se naučim od sogovornikov, ne glede na to, da sem predavalski vlogi, vedno, ko dajo študentje odgovore in razmišljanja in pojasnjevanja, se jaz od njih veliko naučim. Ne? Torej, nikoli nisi poln vsega, torej vedno nekaj manjka. Ne? In tudi vaša razmišljanja so bila zame zelo dobrodošla, velika dodana vrednost današnjemu dnevu in jaz vam želim še naprej zelo veliko dobrih oddaj, dobrega poslušanja in če tudi ni dodane vrednosti, kot marsikdo iskal vedno v neki zgodbi izkoriščenega časa, je to uspeh za družbo kot celota. Ja, hvala vam za te besede, izredno cenim in cenim vaš čas, ki ste ga namenili in energijo, no? Ki jo namenjate tudi vašemu ustvarjanju, ne? In poučevanju in vsem tem, kar raziskujete v življenju. Tako da res bi se vam rad zahvalil za to. Hvala lepa tudi vam. In hvala za obisk. Hvala.